Boštjan, pozdravljen. Kakšen izziv pa je za vas pisati knjigo Legenda, knjigo nogometaša Markosa Tavares? Zame konkretno je kar velik izziv, ker do tega projekta, do te knjige še nisem imel izkušenj s tovrstnim pisanjem, se pravi s pisanjem biografije, s pisanjem športne biografije. Nogomet mi je sicer zelo blizu, tudi osebno izjemno ga imam rad, ga tudi igram, seveda rekreativno, ampak še kar intenzivno. Kar se pa pisanja tiče, pa do zdaj sicer imam pod pasom eno knjigo, ki je povezana z nogometom, ampak je čist druge sorte, tako da pisati športno biografijo in konkretno pisati biografijo Markosa Tavareša bi bil zame kar velik izziv, ampak lep. Če bi vam kdo nekaj let nazaj rekel, da boste pisali športno biografijo o legendi Maribora in nekom, ki je pustil takšen pečat v slovenskem nogometu, bi mu verjeli? Ja, verjetno, pa ne bom rekel, da mu ne bi verjel, zakaj pa ne. Bi bil pa presenečen, gotovo to ni bila stvar, ki bi jo imel na seznamu opravil za bodočnost. Je bila prijetno presenečenje, ko se je zgodila. Tako da ja, bi bil presenečen, ne bi pa rekel, ok, to je pa popolnoma nemogoče. Rekel bi, to je pa zelo zanimivo in tudi je oziroma je bilo. Tako, da ne razkriješ preveč, kaj je zate največje presenečenje v knjigi? Kar se presenečenj tiče, če jih začnemo razkrivati, potem to niso več presenečenja, tako da mogoče na to vprašanje ne bi odgovoril drugače kot na takle izmikajoč političen način. Kaj vas je najbolj presenetilo pri Markosu Tavaresu po vseh pogovorih, materialu, ki ste ga prebrali o njemu? Najbolj me je presenetilo to, da je točno tako, kot sem si ga oddaleč predstavljal. Točno tako, kakršen vtis je oddaleč name vedno delal, se pravi ta njegova odprtost, srčnost, simpatičnost, prijaznost. Ja, to se mi je nekako že, ko sem ga gledal na igrišču, se mi je zdelo, da je tak človek in ja, presenetilo me je, da tak človek dejansko tudi je. Legenda. O naslovu ni bilo dvoma, kaj ne? Kar se naslova tiče, je bil nekako zabetoniran že v trenutku, ko sem sam pristopil k projektu, tako da ja, ni bilo dvoma, ni bilo debate in tudi jaz moram reči, da sem ga seveda takoj z veseljem posvojil in sprejel.